Verjetno je Nissanov X-Trail najbolj terenski med SUV-ji. Pa ne samo zaradi izgleda, ampak tudi voznih lastnosti. Tukaj, na terenu. Večji vstopni in izstopni koti pomenijo, da lažje prevozite višje ovire. Elektronsko prilagodljiv štirikolesni pogon All-Mode 4x4 pa vse opravlja tako zanesljivo, da praktično ne rabite tega gumba. Razen, če postane res preveč spolzko in se začne kakšno od koles vrteti v prazno. Potem enostavno preklopite na lock in veselo naprej. Marsikdo ne ve, da je tole že druga generacija X-Traila. Pri Nissanu so namenoma ohranili obliko starega, ker so tako rekli lastniki. Pa je avto vseeno konkretno zrasel in praktično vsak kos pločevine je nov. Oblika ostaja oglata, za marsikoga celo zastarela. Zdi se, da se prav z nobenim delom ne želi vklopiti v sodobne trende napihnjenih in zaobljenih SUV-jev. Notranjost se zdi bolj moderna. Sicer je veliko plastike, na kar smo pri japonskih avtomobilih že navajeni, je pa zato oprema zelo bogata. Saj za 40 000 evrov, kolikor stane tale z Adventure Packom, tudi mora biti. Ima praktično vse, od usnja in zmogljivega audiosistema do DVD navigacije in kamere za pomoč pri parkiranju, tako da manjkajo le še senzorji. Prtljažni prostor je zelo velik in ima dvojno dno, vendar plastika, kamor nalagate tovor, tako drsi, da boste obvezno potrebovali še kakšno gumijasto prevleko. Resnici na ljubo, pa takšen X-Trail v večini primerov ne bo videl slabše ceste od takšne. In ravno tu se odlično izkaže. Vzmetenje je udobno, vodljivost pa zelo dobra. Odziven dvolitrski turbodizelski motor kljub veliki masi dobro vleče, samodejni menjalnik s 6 stopnjami pa bo zelo všeč vsem, ki cenijo ležerno vožnjo. Sicer ni najhitrejši, je pa zelo praktičen na terenu, ko ne rabite skrbeti, da bi vam med speljevanjem avto ugasnil. X-Trail je alternativna izbira v tem razredu. Kar nikakor ni slabo, če ne želite z avtomobilom preveč izstopati in če imate radi bolj terensko podobo. Očitno so bili kupci starega modela dovolj prepričljivi, da so jih oblikovalci poslušali.